Pozdravljeni, poslovški derbi med Puntarjem in Oplastom se je končal z minimalno zmago rumenih z 2:1. Po hitrem zadetku Aljaža Laharnarja je v drugem polčasu izenačil Saša Leban, za končni rezultat pa je v 34 minuti poskrbel Benjamin Milink. Poglejmo najzanimivejše utrinke in prisluhnimo izjavam. Torej, mlajša brata danes slabše uspešna na poslovškem derbiju. Ja, nažalost je bilo tako. Jaz sem računal, da bo 2:1 le uspela, samo se pač ni šlo danes, nažalost za nas, ampak vseeno nismo preveč razočarani, bila je dobra tekma, lahko bi tudi mi zmagali, tako da ni panike. Mi smo svoje naredili v tistih 5 tekmah, tako da sem pa upal, da bomo danes vsaj točko osvojili, ampak pač se ni šlo več za to. Kljub samo pa drugi zaporedni poraz za vašo ekipo. Ja, dobro, zdaj igrali smo z Letijo pa s Puntarjem, vedeli smo, da te dve tekmi bodo zelo težke, tako da ne bom rekel pričakoval, ampak ni zdaj, ne da bi bila zaradi tega kakšna panika, pač pride, tako da gremo naprej. Če bomo igrali v tem ritmu, se nima česa bati. Danes govorimo o fenomenu bratov Uršič, torej Jure in Boštjan sta drugačen tip igralca kot ti. Ti si morda bolj energičen na igrišču kot ona dva. Ja, mogoče je to res, ja, tako pač je včasih, sem malo bolj nervozen, ampak mogoče sta malo karakterna, jaz sta ona dva bolj podobna, ampak drugače smo pa Željo pa Boro imamo pa vsi isto. Boštjan je tudi četrti Uršič nogometaš. Četrti Uršič tudi, samo bolj na vaških turnirjih, tako da v prvi slovenski ligi pa 3. In danes ti uspešnejši? Mogoče rezultatsko naša ekipa danes boljša, ja, od bratov, vendar sta bila brata boljša od mene v igri, tako da na koncu sem lahko bolj zadovoljen, ona dva bota pa iskala priložnost pa naslednjič. Si pričakoval kakšen ostrejši duel morda s katerim od bratov? Po prvici povedal, niti nisem pričakal danes dosti minutaže, ker sem malo manj treniral, jaz od ostalih, malo slabše sem pripravljen, kar se tudi videlo v igri, tako da še kar sem imel priložnosti, sem prav maksimalno izkoristiti, vendar se je videlo pač, da nisem še dovolj hiter, dosti pripravljen. Torej povratnik po poškodbi, morda tudi še kakšne višje ambicije ali je recimo reprezentanca predaleč? Ne, mislim, da reprezentančna zgodba je zaključena. Imam le 32 let in verjetno sem letos poslovil, tako da probam še to sezono odigrati maksimalno, kar se da, se pripraviti nazaj na tisti star nivo. Je bila težka odločitev, v kateri klub, torej ali v Puntar ali Oplast? Kaj vem, začel sem v Kobarinu pri Oplastu, tako da zaenkrat imam namen kar ostati v Oplastu, ker dobivam to sezono kar dovolj priložnosti, tako da sem kar zadovoljen. Na poslogu igre spominjaš na brata Boštjana, ki igra pri Puntarju, je tudi tvoj vzornik? Ja, seveda, da sem se zgledoval po njem, malo te finte in to, in zdaj, kar je dobrega, probaš prenesti pač na sebe. In nekaj od tega mi je ustrezalo, tako da sem nekaj pobral, nekaj nadoknadiš, nadgradiš in pol gre nekako naprej. Zakaj je Darren Spuntar zmagal?
Kaj vem, mislim, da bolj zaradi naših napak nekih priložnosti nismo imeli. Mislim, da so zmagali zaradi naših napak. Mi smo imeli svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili in Punter je to kaznoval in zmagal zasluženo. Jaz mislim, da je bila tekma kar napeta, no, kljub vsemu, ampak čestitke Punterju, za nas pa to ni nobena tragedija, zdaj še zmeraj smo na tistih mestih, ki peljejo v play-off, tako da gremo naprej. Začetek tekme in začetek drugega polčasa, to sta bila ključna trenutka tekme, potem se je igra nekako umirila. Ja, zmeraj začnemo nekako prelahko, bi rekel, prvi strel, prvi gol že, potem pa nekako se zbudimo, bi rekel, in težko je loviti rezultate, to je pa res. Benčo, verjetno ni bilo prvič, da si odločil posoški derbi? Tako mi rekel, lahko bi bilo večkrat. Ne vem, zdaj naštudiram nekaj za nazaj, važno, da sem danes, no, ampak jaz bi rekel, odločil, vsi smo odločili, konec koncev smo vsi garali do konca, do zadnje minute, do zadnje sekunde in ne vem, videli smo se, z Oblastom je zmeri tekma napeta do konca, včasih zadeneš kakšen gol malo po sreči, včasih ne, ampak na srečo sem ga danes zadel in smo zmagali in ne vem. Mislim, da pokazali smo tisto borbeno tekmo, tisto borbeno igro, ki nas krasi in to je najbolj pomembno. Ja, Oblast je imel na vodu v novo sezono serijo dobrih izidov in slabših. Ja, samo na naših derbih to sploh ne šteje, lahko so oni prvi na lestvici, mi zadnji in obratno, zmeri je tekma med nami napeta do konca. Vsaka tekma je zgodba za sebe in stanje na lestvici pred tisto tekmo ne pomeni nič. Tako da pričakovali smo tako tekmo. In še vprašanje o razmerju moči letos storil po Sočiju, ali vi ali Oblast više, kaj praviš? Težko je biti pameten, se vidimo. Trenutno je Oblast pred nami, kakor ste prej rekel, so imeli dobro serijo zmag na začetku, res tudi danes smo videli, da niso zastojni tam pri vrhu lestvice, ampak se pravim, težko je biti pameten, kdo bo višji, sigurno, da vsi se bomo trudili do konca, da bi bili na koncu prvaki, vsak za to pač igra, ampak mi moramo garati in mi in oni, tako da bomo videli, no.
še povod za gostovanje v Španiji z reprezentančno izbrano vrsto, uigravanje ali učenje? Se vemo, da pred Špancem se lahko samo ki naučimo. Sigurno nimamo ki izgubiti, to so take tekme, ki si jih lahko samo želimo. Vsak lahko samo sanja, da bi igral proti najboljšim na svetu in, kakor sem prej rekel, samo učiti se moramo. Prihodnji konec tedna ni rednega prvenstvenega kroga, temveč se igrajo tekme osmine finala Pokala nogometne zveze Slovenije. Puntarji bodo v petek gostovali v Oplotnici pri drugoligašu Keblju. Igra se samo ena tekma. Sem Aljaž Lahanar, vi pa gledate oddajo Puntar TV. S prvenstvom začenja tudi ekipa do 21 let. V nedeljo 23. oktobra bodo ob 16. uri gostovali v Kobaridu. Kako se bo končal mini posavški derbi, bomo poročali v naslednji oddaji Puntar TV. Oddajo pa končujemo z izborom najzadetek meseca septembra. Prvi naslov je pripadel Ninu Zelanšku, ki je prijel kar 90 glasov od 236.